Spoštovane svetnice in svetniki, mislim, da lahko začnemo. Večina, ki je danes nekako napovedala, da je prišla na sejo prišla. Zato začenjam za prvo redno sejo občinskega sveta občine Brežice in vas seveda vse skupaj prav lepo pozdravljam. Izredna seja je sklicana v skladu z prvim stavkom 22. člena Poslovnika občine Brežice. Sklic izredne seje je vezan na podlagi mnenja občine Brežice k predlogu zakona o spremembah in dopolnitev zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij zaradi predlaganja ustanovitve občine Krško kot mestna občina je predlagatelj spremembe 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki določa mestne občine in sicer tako, da se mestna občina Krško uvrsti med mestne občine. Mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je potrebno obrati v Državnem zboru Republike Slovenije najkasneje 25.11. Zato seveda smo bili tudi poznani, da tudi občina Brežice da svoje mnenje o ustanovitvi mestne občine. Obravnavamo na podlaga je pomemben trenutek, da se ponovno poskusi realizirati prizadevanje naše občine, da se občina Brežice uvrsti med mestne občine, se je takšna podlaga podana že leta 2015 in leta 2005 in leta 2009 smo bili zavrjeni. Za dosego tega cilja sta predlagani ustrezni spremembi 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, na podlagi katerih bi bila občina Brežica ustanovljena kot mestna občina. Obveščam vas, da so na svoj zastanek upravičili Stane Tomšek, Bogdan Palovšnik, Mladen Strniša in Mira Šuler. Peter Dirnbek pa je se upravičil, pravi, da bo verjetno poskušal priti malo pozneje za zamudo. Danes smo postavili sredovirši gradivo, tako ni nekaj posebnega. Zato bi najprej seveda ugotovil, koliko nas je sploh prisotnih, da vidim malo lahko nadaljujemo z vsem. Ugotavljam, da je 24 prisotnih, tako meni seveda, da lahko nadaljujemo oziroma začenjamo z sejo. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega reda. Dnevni red je zelo kratki, praktično gre samo za določitev dnevnega reda in pa podanje mnenja občine Brežice o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in predlog za ustanovitev mestne občine Brežice. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Koliko ne bi jaz dal dnevni red na glasovanje. Prisotnost. In pa glasujemo o dnevnem redu. Stavljam, da je dnevni red potrjen. Ja, verjetno se niste prijavili na začetku, ampak tako in tako je soglasno potrjen, tako da lahko nadaljujemo. Bom to pred drugim, ko bo šlo za glasovanje, bil pozorno, da ste se prijavili sploh pred točki, kajte, če se ne prijaviš, potem ne moraš tudi glasovati. Tako, prihajamo na drugo točko dnevnega reda, to je mnenje občine Brežice k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in predlog za ustanovitev mestne občine Brežice. Uvodno obrazložitev bo podala Patricija Čular, v.d. direktorica občinske uprave. Lepo pozdravljeni. Kot je bilo že v začetku povedano, smo bili z pozivom Državnega zbora 24.9. pozvani k podaji mnenja na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predlog zakona je k
Šiško, s katerim predlaga spremembo 2. in 3. člena zakona, in sicer na način, da se dejansko občina Krško določi kot mestna občina. Občina Brežice je skupaj z občino Krško, tudi z nekaterimi drugimi, Domžale, Idrija, Jesenice, Kamnik, Piran, Radovnica, Ravne, Koroške in Škofja Loka v preteklosti že poskušala večkrat z imenovanjem občine Brežice za mestno občino oziroma vsaka občina posamezno. Kot je bilo povedano že uvodoma, smo dejansko na zadnje 2009 bili v tem postopku zavrnjeni z razlogom neizpolnjevanja pogojev in dejansko tokrat to pobudo podano nekako sa strani poslanca in tudi občine Krško, njihovega občinskega sveta, vidimo kot seveda nek poziv za ponovno podajo predloga tudi za naše strani, za strani občine Brežice za mestno občino. Podlage, torej spreminja se sam zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Dejansko pogoji za imenovanje mestne občine pa so zapisani v samem zakonu o lokalni samoupravi, ki pravi, da se z zakonom dodeli občini status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest, ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Seveda, zdaj, ko to pogledate, veste, da na območju naše občine takšnega mesta ni, pa naj vas potolažim tudi na območju nekaterih že imenovanih mestnih občin, kot so to Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec, dejansko ni mest, ki bi izpolnjevali te pogoje. Tako je bilo tudi v preteklosti, pa vendar menimo, da smo od pretekle vloge v občini Brežice dejansko izpolnili kar nekaj dodatnih pogojev, oziroma da se je zgodilo kar nekaj premikov na področju krepitve izobraževalnega procesa. Dobili smo fakulteto, nove dodatne izobraževalne programe, povečalo se je število prebivalcev, ravno tako se je povečalo število delovno aktivnih oziroma število delovnih mest. Občina izkazuje izrazit priselitveni potencial, v primerjavi tudi z ostalimi občinami. Še vedno pa vztrajamo pri tistem izhodišču, da ima občina Brežice v naši državi izrazit geostrateški položaj s sedežem številnih državnih inštitucij in da je v tem ključni vzrok tudi za državo, da po vzoru preteklih oblasti zgodovine zaščiti nekako svoje meje in z razglasitvijo občine Brežice za mestno občino dejansko podari oziroma dodeli poseben status v naši občini. Zdaj v samem elaboratu, ki ga imate pred sabo, izbranih kar nekaj podatkov, glede na njihovo dostopnost v javno dostopnih bazah, je pa tako, da naša občina šteje, se pravi po število prebivalcev, če pogledamo v letu 2021 24.419, dejansko po število prebivalcev med mestnimi občinami imamo več prebivalcev kot pa Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Se pravi, smo v bistvu po število prebivalcev dejansko v državnem merilu 13. občina. Po svoji velikosti 268 kvadratnih kilometrov pa 14. občina sodimo nekako dejansko med večje občine. Potem število prebivalcev, ki se nahajajo v samem mestu. Dejansko je to število 6888. Zdaj mesto, definicija mesta je nekaj, kar bo prav gotovo ena od prihodnjih razprav, verjetno tudi v tem občinskem svetu. Vemo, da se mesto širi, da dejansko nekako meje mesta niso več tam, kot so prepoznane
čez katastrsko občino in da se marsikdo v kakšnih volitvah začudi, v katero krajevno skupnost sodi. Pa vendar, zato smo mi v bistvu pogledali, tako kot tudi sosednja občina, katera so tiste naselja, ki že danes po neki drugi zakonski definiciji sodijo k mestu Brežice. Tukaj, če pogledate, smo se sklicovali na naselja, ki dejansko sodijo v šolski okoliš mestne šole, to je osnovne šole Brežice, ki, če jih seštejemo, v elaboratu imate ta naselja zapisana, dejansko prinesejo k trenutno definiranem območju mesta 3123 prebivalcev. Tako da bi dejansko s temi naselji skupaj območje mesta Brežice štelo dobrih 10 000 prebivalcev. Manj od dosedanjega oziroma zapisanega pogoja 20 000 prebivalcev, kot pravi zakon, imajo mestne občine Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Tudi primerjava med mestnimi občinami z občino Brežice je čisto na začetku elaborata. Kar se tiče pa samega pogoja števila delovnih mest, je v bistvu ta podatek tukaj zapisan na 6731. Dejansko, če boste pogledali v bistvu v dostopnih bazah SURS-a, Statističnega urada Republike Slovenije, vodijo število prebivalcev, ki živijo v Sloveniji in opravljajo delo v občini Brežice in pa število prebivalcev iz občine Brežice, ki opravljajo delo v Sloveniji. Iz teh podatkov lahko sklepamo, koliko je takšnih delovnih mest v občini Brežice, ki jih zasedajo Slovenci, se pravi prebivalci Slovenije, in teh je 6731. Zdaj ostale podatka o vsem delovnih mestih dejansko na SURS-u kot takšnega prikazano ni. Ugotavljamo pa, da smo v zadnjih letih dejansko dobili v občino Brežice določena podjetja. Tukaj je našteto oziroma navedeno podjetje TPV, ki ocenjuje, da bo v prihodnjem obdobju na naše območje pripeljal 500 delovnih mest. Veste pa tudi, da deluje že, mislim, da dobro leto na območju občine Brežice podjetje City Connect, ki pravi, da danes se zaposluje 150 ljudi oziroma zagotavlja 150 delovnih mest. Ravno tako pa pri tem kriteriju dejansko moramo nekako izpostaviti potencial, ki ga še vedno ponuja gospodarsko središče Feniks, za katerega imamo državni prostorski načrt, potencial tudi razvoja butičnega turizma, ki je v zadnjih letih močno okrepil procent vseh nočitev znotraj občine Brežice, tako da menimo, da dejansko lahko za dobro visijo razvijemo oziroma močno okrepimo in pripomoremo k rasti teh delovnih mest tudi v prihodnje. Zapisala pa sem tudi, da manj kot 15 000 delovnih mest imajo po podatkih, na katerih smo tudi sami temeljili, tudi Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Zdaj, posebej izpostavljam tiste občine, ki imajo ta status mestne občine že danes, pa nekako sami kriterijev, ki jih določa zakon o lokalni samoupravi, ne izpolnjujejo. Svojo utemeljitev, sam elaborat, v bistvu smo zapisali na temeljili na 6 točkah. Kaj je tisto, zakaj mislimo, da si naša občina zasluži sam naziv mestne občine in vse skozi in tudi tokrat kot prvo izpostavljamo izjemen geostrateški položaj samega mesta in pa občine Brežice. Verjamem, da marsikomu od nas ni nič posebnega to, da imamo kar 67 km oziroma 10% meje z sosednjo Hrvaško, ki je obenem tudi zunanja meja šengenskega območja, pa vendar vsakdo, ko pride v našo občino,
nemalokrat izpostavi izredno pogostost oziroma prisotnost policije na naših cestah, kar je prav gotovo posledica tudi tega in verjamem, da je to za našo občino karakteristika, ki nas odraža. Posebej pomembnost območja, na katerem leži mesto Brežice, pa je bilo velikokrat prepoznano tudi skozi zgodovino. Tako da so prva pojavljanja Brežic nekje v drugi polovici 12. oziroma začetku 13. stoletja, kjer se mesto Brežice z prvimi omembami že pojavlja kot pomembna gospodarska, strateška in upravna postojanka. In najbrž že v 13. stoletju, tam okrog 1268 je imelo mesto svoj magistrat in tudi v 13. stoletju kolnico denarja. Mesto ima izredno oziroma samo območje izredno pomembno vlogo tudi pri turških upadih, kjer so Brežice branik zaledje krščanske pokrajine in tudi skozi pozicioniranje pomembnih inštitucij so nekako oblasti v preteklosti območju in mesto vse skozi dajale poseben poudarek. Prav gotovo je eden od teh tudi imenovanje oziroma dodelitev bolnišnice konec, mislim, da 19. stoletja v mesto Brežice. Potem večkrat so bila vzpostavljena posamezna središča, kot na primer sedež okrajnega glavarstva in sledskega načelstva v Brežicah in tudi ukrepi posameznih oblasti na našem območju. Nikakor ne moremo mimo zares množičnega izseljevanja v času oziroma v začetku druge svetovne vojne, ko je okupator nekako tudi sam očitno na ta način pokazal pomembnost tega območja pri zasedanju oziroma pri nadaljnjih njegovih aktivnostih. In prav gotovo je letos tudi tisti čas, ko moramo izpostaviti, da je ravno na območju naše občine ob v bistvu ob vojni, v osvojitveni vojni za Slovenijo, padla prva žrtev ravno v boju oziroma v obrambi meje naše države. Zdaj, same Brežice so tudi stičišče transportnih poti, tukaj so pač v preteklosti je pomembno vlogo pri transportu odigrala sama reka Sava. Danes imamo to avtocestno povezavo Ljubljana-Brežje oziroma Ljubljana-Zagreb, ki v bistvu nas pripelje, verjamem, da še vedno najhitreje do naše prestolnice v primerjavi z drugimi prebivalci, recimo Štajerske, Maribora, Kopra ali Kranja. Se mi zdi, da je naša pot do prestolnice hitra. Imamo na območju občine 10 državnih cest, kar se tiče samih transportnih poti, pa imamo skoraj 610 000 kilometrov lokalnih cest, zbirnih, mestnih ali krajevnih cest in poti. Železnica je tu prve tire postavila ravno tako v 19. stoletju 1862, imamo locirani 2 železniški postaji v Dobovi, kot veste, mednarodni železniški prehod, imamo edino vojaško letališče v Sloveniji, ki ste ga prav gotovo pred kratkim tudi večina slišali, in tukaj potekajo tudi 3 daljinske kolesarske povezave. Mesto Brežice je dejansko že danes, čeprav se mi, ki tukaj živimo, ponovno tega mogoče niti ne zavedamo, močno upravno, izobraževalno in dejansko zdravstveno središče. Verjamem, da smo v elaboratu pozabili našteti katero od prisotnih državnih inštitucij, ampak po preštevanju ugotavljamo, da imajo v mestu ali v bližini sedež skoraj 50 inštitucij in sicer
30 od teh dejansko iz naslova države in okrog 20 občinskih inštitucij oziroma tistih, kjer je občina kot pobudnica ustanovitve. Na območju našega mesta aktivno deluje več kot 300 nevladnih organizacij, močno prevladujejo društva z področja športa, zato smo danes to priložnost izkoristili tudi, da ste na mize dobili našo vlogo, ki smo jo predložili Združenju ACS Evropa, ko smo zaprosili za Evropsko mesto športa v letu 2022, kjer se lahko prepričate, da za gotovostjo lahko trdimo, da smo nekako najšportna občina. Če ne drugače, kot me je opozoril naš novinarski kolega, gospod Sečen, lahko preštejemo, oziroma se ponašamo z 8 olimpijci, ki smo jih postavili iz Brežic v vrste Olimpice. Tukaj na tem območju deluje v regiji najstarejša generacija oziroma gimnazija, dejansko z neprekinjenim delovanjem več kot 75 let. Izobraževanje pa so pričeli frančiškani že leta 1669. Potem, kot rečeno, 1872, po že obstoju zdravnikov in neke zdravniške prakse v mestu, je sklepom deželne vlade v Gradcu bilo doseženo tudi, da se je v Brežicah uredila javna bolnišnica in pa mesto Brežice je prizorišče številnih dogajanj. V vlogi pred sabo imate navedeno samo športna dogajanja. Veste, da smo vsako leto prizorišče mednarodnih športnih dogodkov, ki jih soorganizirajo naši klubi, seveda pa tudi številnih kulturnih dogajanj, ki v mesto pripeljejo obiskovalce od vse povsod. Naš razvojni potencial je prav gotovo na področju turizma. Opažamo, da se predvsem delež nočitev, ki ga ustvarjajo privatni oziroma ponudniki nastanitvenih kapacitet izven Terme Čatež iz leta v leto povečuje in verjamemo, da je na tem področju še kar nekaj priložnosti. Zanimiv podatek, ki pa je prišel tudi iz same statistike, je ta, da je dejansko se Brežice ponašajo z zelo visokim povprečnim skupnim selitvenim prirastom na območje. Vemo, da demografsko nismo najmlajša občina, imamo velik delež starejših prebivalcev, manjši delež od povprečja mlajših prebivalcev. Zato pa je mogoče tako zanimiv ta podatek o skupnem povprečnem selitvenem prirastu, ki je v zadnjih 10 letih 3 na 1000 prebivalcev in to nas dejansko postavlja, boste videli po tabeli med mestnimi občinami, takoj za občino Koper, ki ima najvišjega, Ljubljana in pa Maribor. Mogoče na to, da smo zanimivi za 3 selitev, kaže tudi pomanjkanje stanovanj na trgu, kjer pa smo nekako ocenili, koliko je potencial stanovanj v prihodnosti in ugotavljamo, da je z trenutno že izgrajenimi stanovanji in začrtanimi nekje z večjo gotovostjo, kot je to recimo pri investitorju na območju bivše tovarne pohištva, nekje pa mogoče z malo še nedorečenim oziroma neznanim investitorjem, ocenjujemo, da ima mesto Brežice stanovanjski potencial ocenjen na 600 stanovanj. Prav gotovo bo razvoj občine v prihodnosti tesno povezan z dokončanjem izgradnje velike hidroelektrarne na spodnji Savi, ki bo predvsem našim občankam in občanom zagotovila dodatno poplavno varnost, pa tudi novo prometno infrastrukturo, ki bo dodatno okrepila ne samo medsebojno povezanost, ampak tudi verjetno ustvarila nove migracijske
smemo pozabiti oziroma ne smemo pozabiti na potencial gospodarskega središča Feniks. Vemo, da je o tem mogoče težko govoriti brez znanega investitorja, vendar ob zavedanju vrednosti je ocena gospodarskega središča Feniks njegovega potencijala 2000 delovnih mest, za katerega bi se morali vedno vsi skupaj prizadevati. Ravno tako si želimo slediti razvoju civilnega vojaškega letališča Cerklje ob Krki, kot rečeno, gre za edino vojaško letališče, za katerega je občina v preteklosti nekako soglašala tudi s pogojem razvoja civilnega dela. Velik potencial prav gotovo nudi dostopni vodni center, razvoj tega na drugem največjem jezeru, prvo je Blejsko, se pravi naše sicer akumulacijsko, vendar kljub temu nudi izreden potencial. In pri razvoju občine še enkrat ne smemo pozabiti na razvoj turizma in pa na krepitev podpore razvoja kmetijstva. Se pravi, 268 kvadratnih kilometrov imamo, od tega je dobrih 98 kvadratnih kilometrov površine namenjenih kmetijstvu in prav gotovo moramo svoje aktivnosti usmeriti tudi v tej smeri. Zato predlagamo, da tudi tokrat vstopimo v sam postopek in podamo v postopku pridobivanje mnenja na predlog zakona o spremembi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Mnenje, kot je predlagano za gradivom, se pravi s tem mnenjem, dejansko ob podpiranju tega zakona tudi sami predlagamo, da se v 2. členu izbriše občina Brežice kot občina in da se dejansko prepozna v 3. členu kot mestna občina. Hvala. Hvala. Jaz mislim, da je tako obširno predstavitev občine Brežice in razlogov, zakaj je smiselno zdaj poskusiti, da je bilo za uvod, zato bi jaz kar odprl razpravo in seveda vabim vse, ki se želijo prijaviti na razpravi. Meni, da še kdo želi? Več ni, bi potem jaz. Je to. Prav. Začnimo. Matija Hladič, prvi prijavljen. Lepo, da dan, tem skupaj, dragi kolegi. Pa začnemo v zgodbo iz študentskih dni, kot paše v kontekstu lokalne samouprave. Takrat sem se večkrat pogovarjal s prijatelji, s šolci drugih delov Slovenije, sleko prej pogovarjal sem na to iz Kesi, iz Brežic. Pa je bilo naslednje vprašanje, Dolenec. V bistvu nismo Dolenci, v bistvu smo Posavci. Ja, kako boste, da ste Štajerci, da bolj Štajerci, oziroma gre Sava na pol. Pa sem potem počasno razložil, da smo Posavci, da je Posavja svoja regija, da imamo tukaj nekaj svoje lastnosti. In zato mi nekaj približno ni sporno, da se zavzemamo za regijo Posavja, zato ker dejansko kot regija imamo neko svojo identiteto in popolnoma jasno je, da se za to zavzemamo. Tudi danes bomo naredili tako, kot je najboljše za občino. In vsi svetni socialni demokrati bomo seveda glasovali tako, da bo kar se da to za občino na poti naprej. Ampak vendar imam malce pomisleka. Kot sem razlagal, kako sem sošolcem razlagal, da smo Posavci, nisem nikoli rekel, da živim v mestu. Ampak sem bil v bistvu zelo ponosen na to, da živim na podeželju. In težko si predstavljam, kako bomo nekemu turistu, ki tako radi lovimo Brežice, na Bizeljskem verjetnicah razlagali, da je v mestni občini. Prav tako si težko predstavljam, kako bomo turiste, ki bomo vodili po Sromlja ali po katerih drugih kričovih, kako bo Brežice razlagali, da je v mestni občini. Pa bi tukaj jaz prebral
če mi dovolite, da en stavek citiram, doživite proti utežku urbanemu, neokrnjeni naravi ali v zavetju prostranih gozdov in si pričite košček miru ter pozabite na vse skrbi. To je na spletni strani Slavo Prežice. Še enkrat, jaz razumem, zakaj to delamo, jaz razumem, da sem občine zelo potrudil, da sem pripravil to gradivo. Razumem, zakaj želimo to, kar delamo, vsem se mi zdi, da na ta način iskreno rekel, meni se zdi, da je Trebis niti Krško mestna občina. Niti Slovenjgradec, niti Ptuj, mestna občina v Sloveniji 6, mogoče 7. In to drobljenje, to dodanje mestnih občin se mi zdi, da ne vodi nič drugam, tudi neko birokratstvo, ki nekega učinka ne bo imelo nikjer. In se bojim, da bomo mogoče s tem, če na koncu res postane mestna občina, izgubili nekošček te domačnosti in da bomo težko rekli, da živimo na vasi, tako kot smo to delali zdaj. Bi se pa zahvalil občini za pripravljeno gradivo, in res zbirno. Slavimo tako, kot moramo, tako najbolj za občino, nisem popolno prepričan, če to res nam Hvala za besedo. Jaz bi tudi par svojih misli nanizal o tem. Zdaj, kak se zavedal, da se ta tekma začela od kolega Strankarskega, ki je tudi občinski svetnik v Krškem, ki me tudi vprašal, kako se bomo kaj postavili na to zadevo. In oba smo se spraševala, seveda, kakšne so, zakaj, kakšne so prednosti, čemu ta ljubka, zakaj to prepovanje. Mi vemo, da je ta lokal patriotizem, da si merimo mišice s Krškim, že od nekdaj, da se primerjamo, kar je na nek način včasih kot zdravo, ampak potem pa sledil vaš klic, gospod župan, v bistvu ste me prvič poklicali, a drugič v 7 letih. In ste razložili, da je pač zadeva stekla svoj pot in da bomo pripravili eno argumentacijo, sklicali izredno seje, tudi kar smo danes, in da bomo pač te argumente lahko slišali. Ob tem lepe pripravi sicer materijala, še vedno izostane ta bistvena motivacija. Zakaj? Zakaj v bistvu je mestna občina, kakšne so prednosti? Ali so to res neka trajnejša financiranja, prednosti pri kandidaturah za evropske sredstva? Ne vem. Rad bi videl en tehtni razlog, da ne bo samo res to neko tradicionalno tekmovanje, ki bo preraslo v nekaj škodljivega, ker na koncu Brezce in Krško drugem lahko ponudimo marsikaj. Tisto, kar tudi v predstavitvi je manjkalo, recimo poudarjati na kulturi. Krško ima tukaj, mislim, da več za ponuditi, tudi boljšo infrastrukturo, začelo s kulturnim domom Krškim, tudi več financ v tej sferi. Če imamo mi mogoče več podarka na šport, lahko mi nevolje zatrdili, da znajo Krčani več posluha, vsak pri financiranju za kulturo, ki presega neke ljubiteljske okvire. In pol pa si v bistvu ne znamo zložiti naslednje. Če smo tukaj na nek način presenečeni, če so nam žogice vrgli v Krškem, oziroma poslanec Šiško je ta formalni korak naredil, kako to, da pa v bistvu Brežice so že prej načrtovali to neko razširitev mestnega območja, ker zdaj krati za temo, ki ne bi zdaj rad načenja, ampak samo menim izgradnje obvoznice skozi Brezino, se Brezinčni sprašujejo, kako, zakaj in s kakšnim namenom so zdaj postali ulice in niso več vas. Se pravi, na eni strani imam sumi, da so te nameni širjenja mestnega jedra, da bo argumentacija šla nam prid obstajali že prej. Po drugi strani se pa zdi, da smo zdaj malce presenečeni in da zdaj na hitro tu neke stvari pač improviziramo, delamo neke zbirnike, razloge. Seveda, tudi jaz sem podprl kot lokal patriot, ampak kot občinski svetnik sem pa malo postavljen pred dejstvo in podinformiran. In predvsem takrat, ko me moji bivši sovaščani postavljajo vprašanja, zakaj, kako, s kakšnim namenom je
zdaj ena vas, taka ulica in tako dalje. Pravi, ne znam čisto razločiti, ali gre za tehtni razmislek, za nek načrt, ali sam pač to vidimo in improviziramo situacijo, v kateri smo se našli. Upam pa, da se bomo odločili prav, da bomo Brežice pač s tem naredili neko osnovo, kjer bomo lahko naredili tudi kar drug potencial, kulturni recimo. Jaz bi sam povedal, da na koncu bomo dali še dodatno pojasnilo, da reči, da je prva razprava, da bomo vseh, da ne bomo vsakem posebej odgovarjali. Jure, zdaj. Ja, hvala lepa tudi v mojem imenu, da je pozval vsem skupaj. Jaz mislim, da ni zdaj vprašanje mestna občina ali, bom rekel, še bolje strateško območje, tudi problem Krško ali pa bilo kdo drug v tej državi. Dejstvo je, da so mestne občine, bom rekel, bolje financirane, drugače financirane in da so dejansko središča svojih pokrajin. Pa bi jaz najprej, preden grem, bom rekel, na sama dejstva, bi vseeno omenil eno zelo ključno zadevo in to je zgodovina. Ne? Mi imamo to državo zdaj 30 let priznano, pa prej smo seveda tudi veliko narod ponosni v večjih, bom rekel, zadevah in enotah, ampak dejstvo je, ne, da smo mi izgubili svoje ozemlje, bom rekel, v velikih mestih in potem smo Slovenci ostali v vaseh in izgubili nekatera področja, ker nismo vlagali, bom rekel, v neka mestna področja in je to se zgodilo šele bom rekel, od leta 45 naprej, ker smo na zahodni meji zelo jasno postavili Novo Gorico kot protiutež Stari Gorici, ker smo zelo jasno postavili Koper kot protiutež Trstu in to na zahodu, ker smo zelo jasno postavili Maribor in Slovenj-Gradec na severni meji, tudi Murska Sobota na severovzhodu. In dejansko pa tukaj v tem delu države pa tega ni, pa imamo milijonsko mest, bom rekel, sicer prijateljske države, ampak dejstvo je, da mi tukaj moramo zahtevati države, ali to v obliki mestne občine, ali to v obliki strateškega področja, da je to ključno področje v državi Slovenije, na drugi strani imamo milijon ljudi, in pa tukaj se dejansko borimo z Ljubljano in za centralizacijo, ali bomo v enem delu smo že zgodili skupaj s Krškim policijo, ki je šla v Novo mesto in vedno bijemo boj za bolnišnico in za vse ostale zdaj. Zelo pozitivno je dejansko in tudi, če si tam za odlično predstavitev dejstva, ki jih imamo, se moramo postaviti pred državi in zelo jasno zahtevati mestno občino, zelo jasno zahtevati, da je to strateško področje in povedati, kaj se imamo. Tukaj je zelo dobro bilo predstavljeno, da smo tukaj geostrateško odlično pozicionirani. München, Milano, Beograd, Istanbul, železnica enako, vodna pot, edino letališče vojaško, bom rekel, v državi Sloveniji. Ne? Da ne govorimo o drugih zadevah, kot fakulteta in vse inštitucije, ki imamo. Tukaj zelo jasen message moramo poslati državi, da mi smo tukaj že središče, ali se bo to imenovalo mestna občina, predlagam, da jake druge oblike nimamo, ali kako drugače mi je vseeno, ampak definitivno sem za to. Hvala. Hvala, naprej. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj bom rekel, predlog sam po sebi seveda je bil dobro, kvalitetno predstavljen. Je pa res, bom rekel, zdaj kljub pomislikom takšnim ali drugačnim, bom rekel, če to uspe, bom rekel, škoditi ne more. Ne? Od tega so lahko same koristi. Čeprav, bom rekel, je tako na prvo oceno najbrž zelo iluzorno pričakovati, da pa bi država, bom rekel, v taki bližini pravzaprav nekako ugodila vsaj naenkrat dvem predlogom za ustanovitev mestnih občin, se pravi in Krškem in Brežicam. Zdaj, če bi se to zgodilo, seveda, bom rekel, politika je umetnost možnega, mogoče, bom rekel, so v tem trenutku tudi kakšne možnosti za to, ampak, kot sem rekel, pa to, bom rekel, precej hrabro pričakovanje. Zdaj, drugo, kar sem pa hotel mogoče omeniti, je ena zadeva, zdaj, bom rekel, v preteklem obdobju, se pravi,
po uveljavitvi tega zakona o lokalni samoupravi, ki ga imamo v samostojni Sloveniji, vemo, da so se mestne občine pri formiranju na nek način otresle določenih perifernih območij. Takrat je bil seveda trend nastajanja velikega števila mestnih občin, vsi so bili za to zainteresirani, tudi politika je to, bom rekel, finančno dobro takrat podpirala, tako da so dejansko, tisti, ki so šli v to zgodbo, na nek način vsaj v tistem času pridobili. Zdaj, bom rekel, tako kot je sicer predlog zastavljen, če sem ga prav razumel, v tem našem primeru ni predvideno, da bi se, bom rekel, občina kakorkoli cepila, delila, da bi se karkoli, bom rekel, zaradi zagotavljanja tega nekega mestnega središča moralo pač uveljaviti kot nova lokalna skupnost. Vendar me pa vseeno malce, bom rekel, strah, ker pa pogoji, bom rekel, nekako so pa očitno bili v tej smeri, tudi čeprav niso mogoče tako eksplicitno zapisani v zakonu, da je mestna občina pač neko ožje območje nekega naselja oziroma neko mesto z mogoče res tistimi bližnjimi naselji, tako kot je tudi v tistem ožjem krogu zdaj predvideno pri Brežicah. In da se nam ne bi potem, recimo, ne vem, kadarkoli zgodilo, da bi pa seveda tisti, tako kot je že kolega Matija, recimo pozoril, da bi pa tisti deli sedanje občine, ki so, bom rekel, malce bolj odmaknjeni od tega samega mesta, pa na nek način, bom rekel, izviseli v nekem vakuumu in bili potem prepuščeni samemu sebi. To pa še tretja zadeva, ki sem jo hotel omeniti, kar sem nekako je moja rdeča nit skozi ves ta mandat in po čemer sem rekel, da bom tudi sam ocenjeval uspešnost tega mandata. Mislim, da bi nam zelo pripomoglo v tem trenutku pri tem predlogu, če bi v Brežicah že imeli izvennivojsko križanje z železnico, ker potem bi res lahko trdili, da smo povezani, ne vem, tudi z naselji, kot so Brezina in ostali, bom rekel, na drugi strani proge. In pa seveda, če bi v tej naši občini vsa gospodinstva imela optične priključke in, bom rekel, tiste osnovne možnosti za komuniciranje po mobitelu, kar seveda še vsaj tisti malce bolj oddaljeni od samega središča mesta, zdaleč nimamo. Hvala lepa. Hvala, naprej Martina Živič. Člani, kolegice in kolegi, župan, sodelavci občinske uprave. Tudi jaz sem predno je bilo objavljeno gradivo na spletni strani, ki je res lepo in vzorno pripravljeno. Sem si sama šla pogledati, kaj to pomeni mestna občina in kje bi videli tukaj občino Brežice. Jaz se pridružujem vsem tem razmišljanjem in pa pomislenjem, ki so jih že moji predhodni kolegi navedli, tako da se tukaj ne bom ponavljala. Imam pa čisto tako pomislek še nadalje, da se Brežice v bodoče ne bodo razvijale kot Brežice, občina dveh hitrosti. Zdaj, pri tem razpredelnici, ki je navedena, glede na število prebivalcev, ki so vključeni v šolski okoliš mestne občine Brežice, je to skupaj 3123 prebivalcev iz različnih naselij, naj izpostavim, ki so našteti v tej tabeli na strani 16 in si, ne bom tukaj zlobna, ampak ne znam si predstavljati, da bo mestna četrt ali pa četrtna skupnost obstajala v Stankovu ali pa, ne vem, Žejno. Tako da ne vem, kako bo v bodoče ta razdelitev, ali bodo še vedno obstajale krajevne skupnosti kot take, formalne, ali bo šla delitev na mestne četrti oziroma četrtne skupnosti, tako kot jih imajo drugje po teh mestnih občinah. In pa seveda, ali imam pomisleke, da se ne bo spet razvijal center,
centralizacija obrobne krajevne skupnosti pa bomo pri tem izvisele. Druga stran, kaj to pomeni finančno za nas. Vsekakor podpiram dobre in pametne rešitve za dobrobit vseh občanov in občank občine Brežice, ampak zanima pa me tudi v bodoče, če ste naredili mogoče kakšno kalkulacijo glede finančnih sredstev, ki bi jih potem na ta način dobili s strani občine, s strani države oziroma s strani Evrope. Tako da me je tukaj zmotilo, ko ste napisali ocena finančnih posledic predlaganega akta, predlagani akt ne bo imel finančnih posledic. Tako da tole imam pomislek, se pravi, da se potem ne bo ustanovila mestna občina in pa potem še mogoče kakšna druga na tem območju, mi pa tudi ne gre v tem kontekstu skupaj razlagamo, da smo turistična destinacija, da imamo turistične produkte, razvijamo turizem in pa kmetijstvo. Kako kmetijstvo pa mestna občina mi tudi ne gre najbolj skupaj, tako da bi prosila tudi, ali pa mogoče narobe razmišljam. To so moji pomisleki. Hvala. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Veliko je bilo povedano, ne bi šel v ponavljanje. V bistvu, šel sem prav poučen in se prav informiral, v bistvu je ena bistvena prednost mestne občine, ki jo vsi pričakujemo dodatni finančni vir, oziroma lažje pridobivanje finančnih sredstev. In iz tega vidika, kot je rekel, podobno bolj rečeno, zakaj ne provati, oziroma škoditi ne more. Vem, da so določeni, da obstajajo razpisi, ki so razpisni izključno za mestno občino, kateri se pač ostale občine ne morejo prijavljati, tako da recimo že samo iz tega naziva obstaja nek potencial. Zdaj, z nekaterimi pomisliki mogoče se celo strinjam, z nekaterimi ne. Ko sredstva pride k nam, pa govorimo o tem, da se bo mesto Brežice kot mesto, ki prej razvija, oziroma pač kot je bilo povedano, nek razvoj dveh hitrosti. Na koncu koncev to omenim, da smo tudi mi tukaj, da poskrbimo, da do tega ne pride, da zagotavljamo še naprej enakomerni razvoj, vsaj kot smo imeli. Je pa definitivno tudi v kontekstu debat glede pokrajin, vsaj z mojega zornega kota, blazno pomembno, da tako Krško, ki jih v tem kontekstu ne vidim, občina Krško, ki jih ne vidim kot konkurencem, v bistvu kot partnerje pri tem projektu postavitve enotne pokrajine, da oboji dajemo v bistvu nek dodatni signal, da si želimo, da smo upravičeni, ne samo da si želimo, da smo upravičeni do pridobitve tega statusa mestne občine in s tem v bistvu tudi podkrepimo pomen oziroma upravičenost regije Posavje kot take. Tako da vsekakor bom to podprl, ta predlog in pregledem, oziroma upam, da res prinese takšen status več koristi kot veliko obveznosti na drugi strani. Lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj, veliko stvari je že bilo rečeno in tudi jaz se ne bom ponavljal. Zelo podobne pomisleke imam, bi pa sam tle imel eno vprašanje. Obstaja kakšen rok, oziroma smo mi zdaj vlagamo to pobudo, oziroma ta predlog zato, ker je Krško že vložilo in želimo istočasno, oziroma nekako, ker piše v tem zakonu, da ne bi bilo to središče nekega regije, ali je to pač nima nobenega roka, zato ker mogoče bi tlele pogrešal neko javno ali pa daljšo razpravo, glede na to, da smo občina se lahko pred časom pohvala s tem, da smo
Na 5. mestu po transparentnosti, pa upam, da je zdaj občina to vzela kot nek potencial, da lahko še izboljšamo to, ne pa kot malo dovolj prostora, da se zdaj lahko privoščimo neke hitre stvari, hitre spremembe. Hvala. Ja, hvala lepa. Gospod Nadrež, da je kar bilo nekaj vprašanj konkretnih, na katere je prav, da se odgovori. Zdaj, prvo treba povedati, da regija Posavje je specifika. Se razvija kot somestje regije Posavje in občina Brežice je ena od središča somestja. Zdaj, dejstvo je, da tudi treba povedati, da s tem, ko mi to vlagamo, ne vlagamo, da ne bi kdo mislil, da gre to proti Krškim, ampak jaz mislim, da gre za to, da če dobimo oboje status mestne občine, bomo bistveno še lažje razvijali kot so mestje, tudi inštitucije se razvite in to, mislim, da celo regija Posavje, ta deluje, dobi posebni status, ki jaz mislim, da si ga zaslužimo. Koncem v te južni meji v preteklosti se niso dajali nekakva mestna občina, se osnovale mestne občine oziroma krepile občine tudi z tega namena, ker smo bili včasih skupna država in kot vidite so se večinoma mestne občine in pa te neke občine ali pa s posebnimi statusi predvsem krepile od meja, kot so italijanske, mađarske in pa avstrijske. Zdaj je pa mislim, da prav čas, da se tudi ob sami hrvaški meji krepijo določene občine središča. Definitivno pa mislim, da občina Brežice je že zdaj kar neko regijsko središče, kot je bilo povedano, imamo izjemno veliko inštitucij državnih, koncem, tudi kulturnih, no jaz se ne moram skrenjati, da smo mi v kulturi slabši, mogoče res imamo manjši kulturni dom, da definitivno imamo pa kulturni, predvsem to, bi rekel, mogoče ne profesionalno, imamo pa ljubiteljsko kulturo na tako visokim ravni, da se lahko korsamo sigurno z vsemi ostalimi občinami v Posavju. Zdaj, kar se tiče bojazni, da s tem, če bi postali mestna občina, da ne bi več mogli razvijati svojega turizma, kot podeželskega, koliko jaz vem, občina Novo mesto, ki je izjemno, je tudi močna mestna občina, bistveno jača, kot so tam 4 ali 5 občin. In vem, da zelo dobro razvija svoje podeželje, koncem od Svečkarije, vse te dogodke se dogajajo celo v Novem mesti, do Zidanec, praktično, ki močno razvija, predvsem Zidanec na podeželje, tako da jaz res ne vidim nobenega problema, celo vidim prednost, kajti posebej, če gre za neke projekte, mednarodne, širše, tudi zdaj, ko so prišli nas ocenjevati za to športno mesto, evropsko mesto športa in sploh ni jasno, kako to, da nismo mestna občina, tako da jaz mislim, da te lahko celo prednost, še enkrat pa poudarjam, zatem mi samo krepimo regijo Posavje in dajemo možnost, da se bomo tudi še naprej napomerno razvijali kot so mestje in če bo prišlo do tega, bojo se regijske inštitucije še naprej razvijale po celem Posavju, da ne bomo tako, kot smo včasih govorili, da gre vse Beograd, zdaj govorimo vse v Ljubljano, če prišla regija Posavje, pa bo rekli, da gre vse Krško. Jaz mislim, da smo lahko mi celo tu en primer dobre prakse, ki smo celo dosegli višji nivo, zato je tudi prav, da to naredimo. Zdaj, kar se tiče odcepitev manjših krajev od občine, od centra, zdaj jaz sem spremljal to, zakaj je prišlo odcepitev manjših krajev v preteklosti. V preteklosti so se večinoma podeželske kraje odcepili od mesta zaradi samega financiranja, ker je bilo bistveno bolj ugodno ustanoviti svojo občino. Zdaj že tako in tako je financiranje bistveno spremenjeno, ker gre na glavarino in glavarina več malim krajem, ki so redko naseljena, ne daje neke možnosti, da ima svoje občine, razen mogoče katera, če ima zelo gosto naseljenost, kajte dejansko infrastrukture v Sromlah, glede na število prebivalcev, bistveno več, plačanci pa po glavarini in trenutno se še sicer malo kompenzira z 23. členom, to je denar, ki ga dobimo za investicije, ki se pa mogoče malo po drugim ključu, in da definitivno tisto, kar sem jaz, ko sem začel biti župan, pa še mogoče prej, ko sem dvakrat poslušal, da mesto živi na račun podeželja, je danes to mogoče bi rekel celo obratno. Jaz sem prepričan, da v občini Brežice zelo dobro
skrbimo za enakomerno razvoj in ne glede na to seveda verjamem, da si vsi želijo, da definitivno tudi proračun, ki ga občinski svetniki sprejmete, ki prihajate iz vseh krajev, je zelo uravnotežen, če bi računal na število prebivalcev, če bi se držal tiste glavarine, bi marsikateri kraj izven mesta Brežic moral dobiti celo manj, kot v tem trenutku dobi. Zdaj, kar se tiče, bilo je rečeno za podvoz. Res, da sem prav danes imel civilno inicijativo proti obvoznici, proti podvozi, oziroma vsi bi imeli podvoz, da ne bi imel nikjer. Zdaj je problem, da gre mimo ene hiše, ker gre približi in zdaj naenkrat si je danes ponesli, ne vem koliko podpisov, sicer so jih odnesli domov in bojo ponesli še enkrat sredo. Sicer jaz upam, da smo se danes vse toliko dogovorili, da je nujno, da se vzhodna obvoznica, vključno z nadvozom pri Intermarketu, ki smo razpisali, zdaj občina razpisala razpis za izvajalca, da dovoljujejo, ne dovoljujejo pa navezavo krško-breške voznice na to. Tako da treba vedeti, da prav ta podvoz Brizina, o katerem vrhu govorimo, je vrhu odvisen tudi mogoče tudi del od nas svetnikov, pa od mene, pa od vseh nas, del predvsem od prebivalcev, kajti jaz sem zdaj že 17 let, pa vem, da se že mende peto začeli, tam na 20 let se ne morajo dogovoriti za lokacijo. In zdaj, ko že imamo državni prostorski načrt lokacijo, ko smo se z direkcijo celo zmedli, da naj začnemo mi pripravljati dokumentacijo, da bojo pol oni vstopili, da bo Vitreja prišlo, pa če je oni, imamo spet problem nasprotovanja. Zdaj, kar se tiče ulice niso se, in pa Brežice, v blizini se ni danes. Ulični sistem, jaz mislim, da je že vse kasneje z 20 let. Vem, da imamo ulični sistem v Dobovi, imamo ga v Čatežu, mislim, da Benzina, Šentlena, Trnje in pa Brežice. Tako da, kar se uličnega sistema že dolgo ni in tudi šolski okoliš se ni ne spremenil, je že dolgo ta šolski okoliš, mislim, da v šolskem okolišu je govorila Martina Živič, ta šolski okoliš že dolgo. Celo kontra je dejansko, da bi želeli ta šolski okoliš širiti in imamo kar veliko probleme, ker na občini se borimo, da se ne širi. Recimo, ne vem, takšen primer so Sela, takšen primer je Mostec, pa še mogoče kje drugje, tudi Skupice, ki bi želeli v Brežicah in mi imamo zelo veliki problem, ker ljudem povedujemo, da se ne morejo jeti v Brežicah, kajti konc koncem, zakaj bi Brežice gledali novo šolo, na drugi strani imamo pa ne vem, crkva novo šolo v Dobovi, ali pa še kje drugje, ne vem rekel, ali pa v Globokem, jih bomo pa zapirali. Tako da šolske okoliš nimajo nobene povezave z to mestno občino, smo pa samo pobrali to realno stanje, koliko je tistih krajev, ki delis gravitirajo na samo mesto. Zdaj, kar se tiče, ali bo to kdaj v statutu kdo rekel, da bi bile na mesto mestnih občin četrtne skupnosti, na mesto krajevnih skupnosti četrtne skupnosti ali ne, to bo čisto odvisno od politične volje občinskih svetov, ki bojo takrat, kajti z statutom lahko to spremenijo takoj. Definitivno pa jaz mislim, da dokler bo taka sestava občinskega sveta, ker mi le imamo 4 volilne enote, to pomeni, da imamo enakomerno razdeljeno število svetnikov, jaz mislim, da bo to zelo težko. Če bi se pa spremenil volilni sistem, ki več ne bi imeli 4 volilnih enot, bi bila enotna volilna enota, potem bi se res lahko zgodilo, da bi prišli svetniki vsi samo v velikih krajih in bi šli spreminjati, tako da jaz mislim, da v tem ni bojazni. Pozabil sem še povedati, kar se optike tiče, jaz moram reči, da to delamo intenzivno, kar se optike tiče belih list, jaz mislim, da je na Telekom z GVO-jem že izbranega izvajalca, ker se najprej prav te bele liste dale, predvsem gospodinstev, v teh odročnih krajih, nekaj jih na Kranjski, nekaj jih je prav po tistih koncih potrebe govori, naj bi bile v kratkem tudi prišle do investicij in to je razpis, tako da pričakujem, da bo dokončno razpis bil pravnomočen, tako da se tudi tu stvari rešujejo. Zdaj, tako da sam osebno smatram še enkrat, da to, da gremo v to, je lahko samo dodatna krepitev regije Posavje. S tem, če bi jaz bil zelo vesel, da obe občine dobimo ta status in seveda, da potem tudi obe dalje razvijamo vse te inštitucije in naredimo eno regijo, v katero bomo uspeli še do
dodatno pridobivati, predvsem, tako kot je bilo rečeno, imamo kar veliki potencial, pa naj bo to od delovnih mest do število prebivalcev in ostalega in da seveda tudi tu kot ob meji praktično v predmestju Zagreba dobi Slovenija eno močno regijo oziroma močne občine, ki bodo tudi na nek način kazale en razvoj Slovenije na začetku. Tako da jaz vsega tega, zdaj mogoče še kar se tiče finančnih posledic. Finančne posledice se ponavadi ocenijo v primeru, če bi zaradi tega prišli kakšni dodatni stroški občanom ali pa, ne vem, ali pa občinskim proračunom, zaradi tega ni nobenih imel dodatnih stroškov. Ta naziv pač, če bomo dobili, ne pomeni, da bomo zaradi tega imeli neke stroške visoke, razen če bomo mogoče statute enkrat popravili, da bomo napisali, da imamo statut na mesto občine, ne bo postala mestna občina, ampak zaradi tega tista novih statutov. Tako in tako ne bo nekih stroškov, bo pa verjetno se to tako naredilo v prihodnosti. Zato seveda jaz bi danes vas pozval, da to enotno odpremo. Naj povem, da danes nam je tudi, čeprav ni Nova Slovenija, nima nekega svetnika tu, ampak glede na to, da jih obveščamo vse, je tudi bilo z njihove strani poslana pobuda, da tudi oni podpirajo to gradivo in da se tudi oni pridržujemo, kot občinski svet pridržuje, da tudi oni pridržujejo, da doprejo to, kar je. Zdaj treba povedati seveda, zakaj, še mogoče to, zakaj smo rekli, mislim, seveda zakon se je odprl, pač trenutno, jaz verjamem, da v tem zakonu mogoče se bo še reševalo, če gre za ustanavljanje občin njihovih območij, da se bo verjetno, to bo verjetno bolj gledal naš poslanec oziroma predsednik državnega zbora, da se bi znalo verjetno v okviru te procedure še kaj za tak amandmaj izvediti, mogoče bi še lahko Igor kaj povedal. Definitivno pa jaz mislim, da je zdaj priložnost, ki jo moramo dati, smo bili tudi pozvani. Pozvani smo bili ne zaradi občine Krška, ampak zato, ker se je na novo zakon odpira in če jo zdaj pa zamenimo, zraven ne pridem. Je pa res, da še mislim, da je rekel Igor, da je problem, da bi že moralo biti, da bo že moral nekdo na samem odboru vložiti amandmaj, če da bi želeli naprej. Tako da tudi tu se pogovarjamo z določenimi strankami. In seveda, če bo posluh, če se bodo odločili za ustanovitev novih občin pa novih mestnih občin, da mislim, da imamo tudi možnosti. Bi poprosil mogoče Igorja, da nam mogoče še kaj več pove, kakšna je zdaj procedura in kakšne možnosti imamo, verjamem, da bo tudi Igor kot predstavnik, ki je zvoljen z našega konca, predstavnik državnega zbora, bo znal tudi zagovarjati, zakaj smo se tako odločili. Zvolite. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem z moje strani. Zdaj, državni zbor, oziroma jaz kot predsednik državnega zbora, sem predlog zakona, ki je bil vložen v proceduro, poslal v skladu z zakonom o lokalni samoupravi vsem slovenskim občinam, da se izjasnijo kaj mislijo o samem zakonu. Zdaj, kar je pomembnega v zvezi s tem določinom zakona o lokalni samoupravi, to je, da se občine izjasnijo o posameznem zakonu, ki se tiče njihovih koristi, je to, da je mogoče za nas, ki danes razpravljamo o tem zakonu, pomembno in pa ne samo za nas, občinske svetnike, ampak tudi za vse poslanke in poslance, ki bodo na koncu odločili o tem zakonu, kaj mislimo o ustanovitvi v Brežicah, o ustanovitvi mestne občine Krško. Namreč mi se danes nismo o tem pogovarjali, kot to mnenje oziroma stališče gre predvsem v smeri, da zagovarjamo ustanovitev mestne občine Brežice. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker ne samo, da lahko pride tekom samega postopka do določenih proceduralnih vprašanj in na koncu se ne ve, kaj vse bo odločeno. Pomembno je zato, da na koncu, če bomo imeli na mizi poslanke in poslanci samo predlog, da se ustanovi mestna občina Krško, da vemo, kaj mislijo o tem Brežice. Jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Jaz sicer tudi ne obetam, ne vem kaj od tega posebnega statusa mestne občine. Jaz nisem cepljen na te zadeve in mislim, da s tem ne bomo niti konkurirali Zagrebu, niti ne bomo bolj siromašni ali kakorkoli deprivilegirani.
To je pač samo vprašanje, kakšnega razvoja si želimo v občini Brežice, ali se bomo posvetili turizmu, gospodarstvu, kmetijstvu, ali si želimo biti morda administrativno središče regije. Ampak ne glede na to je pomembno, ali bo vsaj eno mesto v regiji, ki si jo želimo, mestna občina. To je morda dodatni argument za to, da se potem ustanovi pokrajina Posavje. Torej, če bo mestna občina, če že ne Brežice in Krško, vsaj Krško. Tako da to bi bilo dobro, da damo tudi v zvezi s tem neki jasen signal. Kot sem omenil, državni zbor, oziroma predsednik državnega zbora, zakon, ki se tiče koristi občin, pošlje v izjasnitev vsem občinam. To se bo pojavilo več proceduralnih vprašanj tekom tega postopka, na to so me že opozorili predstavniki zakonodajne službe v državnem zboru. Namreč, če mi damo en dodatni predlog, da se ustanovi še kakšna mestna občina, ali potem tudi ta dodatni predlog poslati ponovno vsem mestnim občinam, oziroma vsem občinam v Republiki Sloveniji v dodatna izjasnitev. Želim povedati to, da bo tu lahko prišlo do določenih zapletov, zato je vsekakor dobro vedeti, kakšna naj bo naša zadnja, naša pozicija občine Brežice do zadnjega predloga. Žal mi je, da se v zvezi s tem ni odvila kakšna razprava na regijski ravni. Velikokrat je bilo slišati svet regije Posavje o tem, o onem, o tem se pač ni govorilo. Ne vem, ali je to signal mogoče kakšne umanjšane komunikacije med župani, jaz upam, da ne. Ne nazadnje tudi, če bo prišlo do tega, da bo Krško na koncu mestna občina, bo potrebno sodelovanje še vedno znotraj regije, še vedno bo potrebno zagovarjati nek skupni, verjetno regijski interes. Tako da jaz predlagam, da če se vam do zdaj ni uspelo vsesti, da to čim prej storite, sploh pa do končne odravnave na plenarni seji državnega zbora in se morda v zvezi s tem opredelite. Torej tudi kako vidijo regijo Posavje, razvoj občin, tudi vsi preostali župani z tega področja, torej z področja Posavja. Kar se tiče procedure, zakon je v skrajšanem postopku, tako je odločil kolegi prejšnji teden. To pomeni, da se bo seveda počakal najprej mnenje občin, potem gre zadeva na odbor. Tu sva z županom v kontaktu, jaz nisem član odbora, tudi noben iz moje poslanske skupine, če se spomnite, zato ker mi niso dovolili, oziroma omogočili sodelovanje na odborih, ampak ne glede na to, na plenarni seji pač zakon na koncu takšen ali drugačen, da se bo tudi v njem odločeno. Skratka, jaz vidim to zadevo kot takšno, da danes s tem, s podporo temu predlogu ne moremo izgubiti nič. Je pa dejstvo, da pač zakon je takšen, kot je, določa pogoje, kdaj se ustanovi mestna občina, eden izmed tistih naštetih pogojev tudi, da gre za središče kulturno, gospodarsko, središče širšega območja. Zdaj je vprašanje, če imamo tu več takšnih središč širšega območja. Ampak na koncu je vse skupaj volja večine, najprej na odboru, pristojnem na državnem zboru, na koncu pa še na plenarni seji. To je z moje strani. Jaz bi s tem zaključil in dal na glasovanje predloge, ki smo jih predlagali. Ja. Bom na koncu začel. Glasoval bom za, zato ker je rekel Zločič, da nimam kaj izgubiti. Če ni škode, je pol ok, ampak niste me pa v bistvu pripričali glede Haska.
celo več. Jaz sem malo z ušesi zastrigel, pa je bilo fajn, škoda, da imamo dva kroga te debate. Vi ste, gospod župan, rekli, da v trenutnem sistemu, kot je, ker imamo 4 volilne enote, so interesi tega razreza, vzhod, torej Brežic, severni obzori, nerazvitega juga in daljnega vzhoda, enakomerno zastopali. Kaj to pomeni, če je rabljeno mestna občina? Bo imel potem eno volilno enoto, ali bo še vedno ostal tak razdelik? Se pravi, zanima me, kaj se zgodi s političnim sistemom v primeru mestne občine. To, recimo, to bi bilo vprašanje, ki mislim, da bo dobil odgovora, če bo ostalo še vedno 4 volilne enote, ali bo potem ena mestna občina za eno vrečo in potem pač stekanje glasov v to vrečo. Pa še to, glede table, ne? Rekli ste, da je ta ulični sistem že nekaj časa tekel, ne? Ampak za razliko od Brezine, kjer so table pobrane dol, jaz ne vem, da bi v kateri dobovski občini, oziroma v dobovski, eni od devetih vasi, koliko imate, glede table dol dana, ne? Brezina nima več svoje table so pobrane dol, zato sprašujem. In to je to, ok, hvala. Dobro, jaz bom povedal pač, da ni to obrazložitve, vprašanje bomo pa preverili, bomo pismeno odgovor, da se ti tak način. Pa mislim, ne vem, če si jaz preslišal, da razsuješ zakon. Tako je, obrazložitve glasa, ki ne bi se vedeti kako. Ne samo še tako. Hvala lepo, no, mi debate o tem bomo glasovali, da te skupini strane demokrata absolutno bomo zaprli za razlog. Še več drugih lahko celo, da se bomo potrudili z kolegi poslanci, ki pripadajo iti stranki, pogovorili se in probali, da se bojo glasovali za sve, da se ne moramo vzljubiti, bomo pa naredili vse, kaj v naši moči. Kajti vedno smo nastopili za to, za dobrobit občine, Brežice in tudi za močno regijo Posavje in razumemo, zakaj je to potrebno v tem trenutku. Je pa seveda prav, da smo odprli to debato, da smo gledali svoje pomisleke, ki mislim, da so bili dobri in pravilni, prav je, da o tem se govorimo, kajti nobena stvar ni nikoli ali črna ali bela, ampak je verjetno v nekem tem civilne. Tako da visoko pričakovanje seveda nimamo, kot smo ugotovili vsi do zdaj, je pa prav, da poskusimo, če že imamo možnost. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujem, da ni prijavljen in bi šel na glasovanje. Prisotnost, prosim. Pomembno je, da res pritisnite prisotnost, ki vidimo, pa ko ni. Tudi to je res, recimo, super pritisno. Ne, če se ne prijaviš prisotnosti, ko ne moreš glasovati. Dobro, mi pa glasujemo. Jaz bi sem še nekaj, Patricija pravi, da imajo pomen popravek, ki ga je pozabila povedata. Jaz bi vas pa povabil 16.10. imamo otvoritev mostu v 12. urih. Turistična društva bojo že prej na platoje Kobara Goleš, po otvoritvi pa ste vabljeni tudi na Goleš. Mislim, da bo težko pričakovanje lahko sprečeno. To je sobotno. Jaz bi vas poprosila samo še za en popravek v gradivu, ki ste ga prejeli, pa vezano tudi na povabilo v to soboto. V gradivu se nam je vnesla napaka in sicer je zapisan napačen datum, kdaj je bil ta most prvič odprt, kdaj je bila slovesnost. Ta je bila 25. avgusta in ne 14. avgusta, se pravi 25.8.1906. To boste v tem zgodovinskem orisu našli, ko vas prosim, če lahko to popravite. Se pa zares upravičujem, da sem v predstavitvi izpostavila tukaj ustno samo športne društva, ker imamo na področju kulture ravno tako izjemno bogato delovanje in ne smemo pozabiti, da imamo v Brežicah sedež muzeja, ki pokriva celotno regijo in tudi sama ne morem pritrditi, da se strinjam za izjavo, da je Krško močnejša kulturna inštitucija. S tem zaključujemo. Želim vam
Lepo praznovanje in seveda naj povem, da bo zdaj še kar nekaj teh prireditev, vabljeni na njih, in pa svečana seja 27. bi vas opozoril in pa otvoritev polnika 22.